Prvi polčas sterilen. V prvem polčasu nismo uspeli povezati igre. Nasprotnik je bil zelo agresiven, v polju je boljše stal kot mi in rešitev v fazi, ko smo imeli žogo, tako rekoč nismo imeli. V drugem polčasu veliko bolje, jasno več rizika. Z prihodom Tavareša na igrišče smo res igrali maksimalno ofenzivno in to se nam je splačalo. V drugem polčasu veliko pritiska na nasprotnikova vrata. Ko niso uspeli več biti tako kompaktni, je popolnoma jasno, da je bilo vprašanje časa, kdaj bomo zabili. Tako da z drugim polčasom smo lahko zadovoljni. Ništa nam preostane drugega nego čestitati Mariboru, zaželjeti im sve najbolje u sredu. Moji fanti su odigrali odlično. Staro nogometno pravilo je kad ne daš, boš kaznovan, budeš kaznovan, tako se ovaj put nažalost zgodilo na našu nesreću. Međutim, ja moram čestitati našoj ekipi na jednoj izuzetnoj igri. To je logično da se je teško osredotočiti na tekmo, katera ni tako zveneča, jasno nasprotnik ni tako zveneč, vendar so fantje skušali že skozi trening biti zbrani, potem pač v drugem polčasu z velikim številom ofenzivnih igralcev v igri, ko se je tekma razbila, je kvaliteta odločila. Tako je, z velikim številom ofenzivnih igralcev imamo jasno potem več možnosti, kaj postoriti. V prvenstvu je to veliko lažje, ko pač nasprotnik ni tako kvaliteten kot evropske ekipe. Trajkovski je v letošnjem prvenstvu odigral 3 cele tekme. Mislim, da je to zelo pomembno in Črnic je po nekem času, ko ni bil v moštvu, danes tudi odigral večji del tekme, tako da sigurno sta fanta, na katere mora ta klub računati. Ja, res je še ena tekmo, ki smo dobili z 2-1 in ne vem, glavne so 3 pike. Če bomo do konca zmagali vse tekme z 2-1, mislim, da bomo vsi zadovoljni. Pa ne vem, mislim, da so le priprave dovolj dobre, da smo se vsi igralci maksimalno pripravili na ta ritem in upam, da bomo še naprej tako dobro delovali. Se pravim, treba se dobro spočiti in spet nas čaka naslednja tekma. Spet moramo dobro odigrati in